Od prejšnjega tedna ni več skrivnost, kaj je člane in simpatizerje Virantove državljanske liste nagnilo k odločitvi, da na jesenskih predsedniških volitvah podprejo kandidata Boruta Pahorja. Brez dvoma jih je prepričala njegova okretnost v frizerskem salonu. Predsedniku državljanske liste Gregorju Virantu je odleglo. Zdaj končno ve, komu lahko zaupa svoje kodre. Sonček je in ti si skuštrana. 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 Kdo ve, katerega kandidata bi podprla Slovenska ljudska stranka Radovana Žerjava, če bi se Borut kak dan odločil poprijeti za delo v optiki? Je pa vprašanje, koliko časa se bo kandidat Borut še lahko posvečal različnim delovnim akcijam. Tako kot drugi kandidati je gotovo tudi on že prejel pošto s seznamom vprašanj, ki v predvolilnem času zanimajo slovensko sedmo silo. Urednica informativnega programa javne RTV Ksenija Horvat Petrovčič je namreč vsem kandidatom že poslala obsežen vprašalnik, na katerega morajo odgovoriti do petka. Če bi tudi vi radi vedeli, kaj vse zanima novinarje javne RTV, si lahko nabor vprašanj preberete na Siolovi spletni strani, kjer so objavljena pod naslovom Mi sprašujemo, kandidati odgovarjajo. Glede na to, da je vodstvo RTV pred kratkim pozvalo gledalce naj s svojimi predlogi tudi sami kaj prispevajo k izboljšanju programa, smo malo pobrskali po podstrešju in našli kar nekaj vprašanj, ki jih v predlaganem naboru ni, a bi utegnila biti za gledalce še kako zanimiva. Med izjemno podrobnimi vprašanji o osebnem premoženju kandidatov, denimo o trenutnem stanju na tekočem računu, o lastništvu avtomobila, številu in višini kreditov, o višini zadnje plače in tako dalje, gotovo pogrešamo vprašanje o kandidatovem odnosu do davkoplačevalskega denarja. Denimo, kakšen je vaš odnos do letalskih prevozov v poslovnem razredu in zakaj menite, da je to žalitev vašega dostojanstva? V sklopu poizvedovanja o kandidatovi družini pogrešamo vprašanje, ali ima kandidat poleg zakonite žene oziroma življenjske sopotnice na koruzi morda tudi kako priležnico. Če da, potem bi bilo zanimivo vedeti, ali je v skladu s šeriatskim pravom zagotovil enakopraven položaj obema in če ne, zakaj ne? V poglavju o otrocih so očitno zajeti zgolj uradno priznani potomci kandidatov in prav lahko se zgodi, da bomo v studiu med soočenji pogrešali mobilno enoto za analize DNK, ki bi na licu mesta ugotavljala, ali je bil prispevek kakega kandidata k povečanju natalitete v resnici večji od doslej znanega. Navsezadnje se ne bi prvič zgodilo, da bi za kakega odraslega otroka predsednika države izvedeli šele v njegovem drugem mandatu. Zanimivo bi bilo tudi izvedeti, v kakšnem odnosu so kandidati s svojimi otroki. Jih ti morda kličejo ati, oči, tati, očka, kar po imenu, ali pa jim morda kdaj rečejo Pisma, da ti pocepam pisma, što sam ti pisao ja. Ako mi došlo ne bi, onda se sama jednom u moru okupaj ti. Gledalce bi utegnil zanimati tudi odnos bodočega predsednika do sodelavcev in zlasti sodelavk v njegovem kabinetu. Voditelji bi jih lahko zato povprašali tudi, ali bodo pokazali prefinjen okus, ko bodo za osebje kupovali spodnje perilo, zlasti tangice, in ali se bodo morda celo posvetovali s kakšnim modnim gurujem, ali pa bodo za svoje zaposlene kupovali manj vredno robo, kar na razprodaja. Oh, baby, it's not always easy.
to love you. When you press your iron on my suit, and I get dizzy looking at food that you are cooking, but never mind, I'll have a piece of fruit. Oh baby, it's not always easy to love you. When I see the way you drive my car, but I don't get offensive, although you are expensive, the most expensive girl by far. Med vprašanji, ki zanimajo Ksenijo Horvat Petrovčič, se eno glasi tudi. Ali ste prebrali trilogijo Orožje? Gre za znano nategovanje črev avtorjev Blaža Zgage in Mateja Šurca. Brez dvoma absolutni kriterij razgledanosti kandidatov. Kdor je prebral trilogijo Orožje, lahko prebere vse. Seveda pa je vprašanje, ali ne bi bilo dobro vprašati kandidatov tudi tega, če imajo morda na nočni omarici izbrane citate Edvarda Kardelja ali pa cvetobero krožnic Lidije Šentjurc, ko je že na vprašanje o tem, ali kdaj prebirajo svetopismo, nedopustno, ker je cerkev pač ločena od države. Aha, da ne pozabimo, med vprašanji, ki zanimajo novinarje v naši javni hiši, je tudi tisto, ki se glasi. Je bil Josip Broz Tito morda zločinec? Da ali ne? Odlično vprašanje, le malo nerodno formulirano. V resnici bi se moralo glasiti. Ali je Josip Broz Tito zločinec zaradi nevestnega dela v službi? Več kot očitno je namreč, da v povojnih pobojih ni poskrbel za dokončno očiščenje dežele. In prav po njegovi krivdi se je tako pri nas vse do danes ohranila podvrsta drugorazrednih državljanov. You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.